Ali veste, kje se v novi Renault 5 skriva šminka? Ali veste, da imamo avto, s katerim pa definitivno ne boste brcnili v temo? In ali veste, kateri je tisti avtomobil, ki glasbo predvaja v filmskem Dolby Atmos formatu? No, pa poglejmo današnjo avtomobilnost. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Leto 2025 bo očitno zaznamovano kot leto velikih sprememb. In spremembe bodo tudi osrednje vezivo današnje oddaje. Ampak glede na to, da je to že 280. oddaja, pa da je za nami 10 let ustvarjanja te oddaje, mi dovolite, da oddajo začnem s spremembami v našem uredništvu. In kot je očitno, smo prevetrili našo uredniško ekipo. Andrej Brglez in David Urankar, hvala vama za krasnih 10 let. Ponosen sem na vsako minuto, ki smo jo skupaj ustvarili. No, za avtomobilnost druge generacije pa je moja nova desna roka, vam že dobro poznani Luka Gregorič, v uredništvu pa se nam je pridružila Martina Kermauner-Kolman. Martina, dobrodošla. Hvala. In s katerimi spremembami vam bomo postregli v naši oddaji? Več se bomo družili z vami. Pravzaprav bomo z vami testirali redno. In to ne samo avtomobile. Obljubljamo vam še več nasvetov, predvsem takih praktičnih, ki jih bomo lahko uporabili tudi med vožnjo. Poskrbela pa bom, da bodo poljudni. Pa seveda ni čisto naključje, da smo se danes sem v Novo mesto pripeljali s petkami. Namreč tudi septembrom 2014, torej z začetkom ustvarjanja avtomobilnosti, lahko povlečemo kar nekaj zanimivih primerjav, ki so povezane prav z električnimi Renaulti. Takrat so namreč v Slovenijo zapeljali Zoe, Twizy in pa električni Kangoo. Takrat se je na nek način električna mobilnost v Sloveniji zares razcvetela. Takrat so bile recimo debate o tem, da greš lahko na dolgo dvourno pico in potem vlečeš kabel skozi okno do električnega avtomobila, da se lahko sploh odpelješ do sosednjega mesta. No, danes pa takšen električni avto napolnimo zelo hitro na hitri pomilnici, že med kratkim espresom. Torej je res, da se za uporabo električnega avta lahko tudi zrediš. Martina, žal potrjujem. Bi pa dodal še to, da si bil v tistih prvih letih elektromobilnosti z električnim avtomobilom pravzaprav atrakcija. Ko si šel na tisto pico, so ti to pico kar podarili, zato ker so se okrog električnega avtomobila nabirali ferbci, pa so potem še sami začeli naročati pijačo. No, vsaj tako se spomni pionir elektromobilnosti Andrej Pečak. Če mi je kje zmanjkala elektrika, jaz sem šel pred bife gostilno, sploh v poletnem času, ko so bili zunaj. Meni so pijačo plačevali zato, da sem avto priklopil. Zato, ker so ljudje nabrali so se ljudje, gledali so, kaj je zdaj to, ne? Žica je mogla teči čim bolj vidno. No, on se je drugačne, ti prijaš kebla, no, bejš. Pa parkiral si lahko tudi zastonj. No, danes se soočamo s problemi, da so te mestne polnilnice redno zasedene. No, ampak včasih so te polnilnice zasedli vozniki bencinarjev in dizlov, ki še niso videli električnega avtomobila. No, danes pa so te polnilnice pogosto zasedene z električnimi avtomobili, ki se ne polnijo. Objavil bom, ne? Sekundo sem bil. Skočil sem do trgovine. Meni se to zdi nezaslišano, saj bi ravno vozniki električnih vozil morali vedeti, kako zelo egoistično je to. Saj so se tudi sami sigurno že znašli v taki situaciji. Se strinjam, to je zagotovo sebičnost, ampak ni pa to edini razlog, da danes pogosto rečemo, da problem elektromobilnosti ni v avtomobilih, v električnih avtomobilih, ampak v električni infrastrukturi. Je pa dejstvo, da bodo za lastnika petke, ki na polnilnici ne bo polnil, vsi vedeli. Vsi ga oziroma jo bodo opazili, ker je pač praktično nemogoče, da se za tem avtomobilom ne bi obrnil. Mimoidočim ni jasno, ali je to hibrid, bencinar ali električni avto. To se je izkazalo tudi tukaj v Novem mestu. No, čas je, da zdaj te petke pogledamo podrobno. Nova petka. Vzbuja spomine. Za mene pot proti morju, poletje in 3 punce, ki smo se peljale v Portorož. Vzbuja pozornost in obrača poglede. Z nasmehom in iskrico v očeh. Polno je simpatičnih detajlov, kot je francoska zastava,
žarometi, ki so poklon turbopetici, svetlobnim indikatorjem, ki pove, koliko je napolnjena baterija, seveda v petki. Petic je na izbiro veliko in si jih lahko v salonu izberete poljubno. Zanimiv detalj je tale rdeča črta, ki gre vse okoli vozila. Pokončne luči niso le lep dodatek, ampak imajo tudi aerodinamično funkcijo z režami. Na drugi strani bomo najdli še eno petico, torej avto samih petk. Pa ko smo ravno že od zunaj, si poglejmo še prtljažnik. Velik je 326 litrov, s podrtimi sedeži 1106 litrov. Ker pa si jaz ne predstavljam, koliko je to velikost, poglejmo. Toliko, da gre po dolgem bord mojega sina, počez dežnik za na plažo, sabo pa boste vozili tudi kable, saj od spredaj ni prostora za njih, kot pri marsikaterem drugem električnem avtu. Sedaj pa pojdimo pogledat, kje je tista šminka. Poglejte, tale prestavna ročica je podobna šminki, a ne? Na voljo je v 5 različnih dizajnih, tu pa moram poudariti, da pri prestavljanju je treba biti pozoren. Ali je res šel v D ali R, ker si ta menjalnik res rad vzame čas. Lahko pa si avto prikrojimo tudi z drugimi stvarmi. Recimo tale košeka. Je na voljo v 3 različnih variantah. Renaultova ideja je, da se te luštne dodatke lahko natisnemo tudi sami na 3D tiskalniku. Ne boste pa si mogli natisniti pletene košare za bagete, ki vam jo je Miha pokazal v Ženevi. Sedeži so v obliki črke H in se mi lepo podajo z barvo mojega suknjiča. So tudi zelo udobni. Simpatična je tudi tale streha, kockasta. Tole je prav tako izdelano iz recikliranih materialov. Pri tem avtu je meni zelo všeč, da so tudi fizične tipke. 25 centimetrski zaslon ima vgrajeni Googleov operacijski sistem z Googlovim asistentom Hey Google. Hej, kakšno je vreme danes v Višnji gori? Ja, ne vem, če bo znal napisati, veš. Poskusimo še v angleščini, tole ni šlo. Hey Google, what is the weather like in Višnja Gora? Tuesday in Agora Hills, California, United States it'll be sunny, with a high of 81 and a low of 51. No, s slovenščino bo še kar nekaj težav. Ampak tukaj v Višnji gori danes je vreme nekoliko oblačno. Ampak s temle avtom smo prav poskrbeli za malo sončka. Nahajamo se pred hišo Kranjske čebele. Zdaj pa v tem avtu nahajata 2 asistenta. Na voljo je tudi Renaultov Avatar. Hej, Renault! Renaultov Avatar nam lahko pomaga planirati pot in pove, koliko baterije še imamo. Koliko imamo poti. Moramo pa paziti, koliko rečemo Hej, Renault v tem avtu. Can you roll down the front window? Pri petki lahko izbirate med 40 kW baterijo in 52 kW baterijo. Prva ima doseg okoli 300, druga pa okoli 400. Napolni pa se iz 15% na 80 v 30 minutah. Tako pravi teorija. Mi pa smo v zimskih razmerah in z vožnjo tudi po avtocesti dosegli okoli 250 km. To pomeni, da je to klasičen mestni avto, ki upravlja vlogo drugega vozila. Zaradi majhnosti baterije pa ga je doma enostavno polniti. Tudi prek domače, klasične šukovtičnice ga lahko v celoti napolnite čez noč. In ko smo že pri dosegu, Renault 5 je seveda mestni avto. In kaj to pomeni? Da ga bomo večinoma polnili na ulici. Septembra 2014 je Renault predstavil model Zoe. No in Zoe je imel vgrajen močnejši 22 kW polnilec, s katerim se je na ulici polnil hitreje kot njegovi tekmeci. No, danes petka tega 22 kW AC polnilca več nima, kar pomeni, da se baterija na ulici polni občutno počasneje. Je pa vseeno to Renaultovo odločitev za razumeti. Doma tako ali tako želimo polniti počasi. Seveda, da ne dvignemo tiste zloglasne omrežnine. Ko smo na poti in se nam mudi, pa bomo seveda zavili na hitro DC polnilnico.
so bili nasploh že skozi Ranoji, tudi 2 petke so bile še nazaj. S tem avtom sem se vozil, vrtec, kamorkoli. Nekoč je bil tukaj na Dolenjskem vsak drugi. Ja, skoraj pri vsaki družini. Ja. A je bil ta narejen tukaj čez v Revozu? Ja, v Revozovi tovarni, v Novem mestu, ja. 36 let bo star letos. Na ceste ga je zapeljal Bojan Križaj. Imamo tukaj servisno knjižico. Vidimo podatke o našem znanem smučarju. Campus, to je bila ta 1.1 motor, ki je proizvedel nekje 46... So bile te najbolj razširjene? Fajfke se mi zdi, da so bile kasneje tudi najbolj razširjene. Tisti avto je bil tudi močnejši, s 33 kW. Moraš biti spoštljiv do njega, ker je le sam avtomobil je lahek in kar močan, 120 konjskih sil nekje. V tistih časih je bila konkurenca v avtomobilih, ki so imeli zadaj 2 izpušne cevi. Torej, ko si se peljal proti Ljubljani 1995, si se ozrl, pred mano je Mercedes z 2 izpušnimi cevmi ali pa BMW, tukaj le bi se lahko naganjali po cesti. In vrednost tega vozila bi lahko rekel, da je med 20 in 30 tisoč evri. Moja želja pa je, da ga nekoč podeduje sin ali hčerka, tako da jaz ga prodal ne bom. Ta avto ima dejansko dušo, ker resnično doživiš vibracije motorja, ko ga spraviš v pogon, ko pospešuješ v 3., 4. prestavi in ko to turbinski polnilnik puha ven z močjo, potem je resnično avto tudi dosti slišati. Dejansko že pri manjših hitrostih doživiš, recimo že od 80 do 120, 130 na uro doživiš, kot da gre hitreje. Je bil kar dokaj mehak. Mejhen je, ukretanje, zelo lepo je vodljiv. Sedeži so športno udobni. Všeč mi je, ker niso pretrdi, čutiš bočno oporo, tako kot čutiš v starih sedežih. A ko pogledaš avto tako na zunaj, a bi rekel, da ima električni pogon? Pravzaprav izgleda, kar se tiče dizajna, precej bencinsko, če mene vprašaš. Ja, zdaj, ko vemo, vsi, da je električna, je samoumevno, ampak marsikdo pa tudi sam bi raj videl, da bi bil tudi bencinski motor. Ne čutiš teže. Se mi zdi, da je zelo dobro uravnoteženo vozilo. Ne moreš imeti občutka, da je spodaj verjetno v podvozju težek akumulator. Avto tega občutka ne daje. A ste mogoče bil pozoren, ko smo se vozili tukaj čez mesto, pa tudi v okolici mesta, koliko telefonov je bilo na pločnikov, ki so nas fotografirali mimoidoči? Ja. Pa nasploh pogledi mimoidočih, je bilo pa tudi sploh fenomenalni občutki to zraven. S temi barvami živimi, popestritev, ker večinoma gledamo vozila v prometu srebrne barve, bele barve, sive barve, črne barve, in včasih imamo vozniki občutek, da proizvajalci izgubijo domišljijo pri določanju barve. Tukaj pa vidimo, da so barve atraktivne in že sama barva privlači. Sedaj se bomo počasi poslovili od te petke in šli na odmor. Vendar tudi po odmoru bomo govorili o petki, vendar ne o francoski, temveč o nemški, ki kmalu ne bo več petka, ampak 4. Letos bo leto sprememb in na področju elektromobilnosti to pomeni, da si bodo politiki morda res letos morali priznati, da je treba poslušati tiste s kalkulatorjem v roki, ne pa sanjače na kongresih. Saj potreba potem se kaže že kar nekaj let, ampak zdaj pa res smo na tisti točki, ko je postalo očitno, da z glavo skozi zid pač ne moremo. Ali pa, kot je povedal glavni Toyotin znanstvenik, we have to kind of respect individual choice. We have a group, for instance, in my lab of behavioral scientists that understand, the long history of studying the incentives, the motivations that human beings actually have. And it turns out that people want to have autonomy, which means not the government telling them what to do. They want to have mastery. They want to feel that they are able to control their own future, and they want to feel purpose. So I think the key is actually for government policymakers
to understand human psychology a little bit better. In kot je Gilbert izračunal, je v tem obdobju, ko imamo primanjkljaj materialov in pa primanjkljaj tudi denarja, bolje, da očistimo vse avtomobile, vsaj en delček, kot pa da očistimo peščico avtomobilov v celoti. Toyotino hibridna miselnost je pravzaprav zdaj osvojila glavnina avtomobilskih znamk in napočilo je leto hibridov. In zdaj, kako se to kaže za nas? No, kot dobra novica za nas kupce. Namreč, kar se tiče samih električnih avtomobilov, prodaja se je praktično ustavila, rast prodaje se je ustavila. Hkrati imamo na razpolago zelo veliko število priključnih hibridov in če so bili prej v povprečju dražji od klasičnih motorjev za približno recimo 4000 evrov, so zdaj teh 4000 evrov preprosto odbili. Potem pa so tukaj še blagi hibridi, ki so dejansko postali končno uporabni hibridi. To niso več tisti hibridi, ki dejansko samo olajšajo zagon motorja. To so zdaj končno motorji, ki dejansko na elektriko opravijo tudi en del vožnje. In v katerih situacijah elektrika pomaga bencinskemu oziroma dizelskemu avtomobilu? No, poglejmo to na primeru avtomobila, za katerega nimam pa nobenega zadržka, kar v kamero povedate, gre za izvrsten, odličen avtomobil. Vsaj kar se tiče voznih lastnosti. To je avtomobil, s katerim se voznik dobesedno poveže, zlije v eno. Po nekdanji Audijevi logiki bi moral zdaj napovedati model A4. No, ampak tukaj zadaj imamo napis A5. Pri Audiju so se namreč odločili, da štirica ne bo več rezervirana samo za modele z električnim pogonom, pač pa bodo zdaj ta velikostni razred poenotili, torej z imenom A4 tudi za bencinske in dizelske modele. In seveda je bolj kot ta njegova številka pomembno dejstvo, da novinec ostaja pravi A4. Torej, ohranja prednosti in kvalitete predhodnika, te pa s pomočjo izjemno naprednih tehnologij pelje še na višji nivo. Da je danes A5 blagi hibrid, ni prav nič nenavadno. No, nekoliko bolj nenavadno pa je, da je ta blagi hibrid združen s turbodizelskim motorjem. Gre za turbodizelski štirivaljnik, ki je znotraj tega pogonskega sistema na našem testu porabil zelo malo goriva. Na našem normnem krogu smo tako zabeležili porabo 5,2 litra na 100 prevoženih kilometrov, kar pomeni, da lahko pri učinkovitem pogonu naredimo kljukico. Še celo bolj kot z učinkovitostjo pa me ta pogon prepričal s svojim res tihim in mirnim delovanjem. No, to se še posebej odraža na avtocesti, kjer imamo tudi pri višjih hitrostih občutek, kot bi vozili kakšen popolnoma tih električni avto. In na tem mestu pridemo do ugodnosti, ki jih prinašajo komponente blago hibridnega sistema z Audijevo oznako plus. Pri avtocestni vožnji tako dobimo nekaj dodatnega navora in s tem zmanjšamo potrebo po prestavljanju v nižjo prestavo, s tem pa tudi motor deluje precej tišje. Seveda pa bo hibridna pomoč najbolj očitna v mestu, kjer pogon omogoča tudi nekaj vožnje samo na elektriko. Brez dizelske spremljave bomo tako parkirali, manevrirali ali pa se na primer v kolonah premikali od enega semaforja do drugega. Pokažem vam še eno zelo preprosto, ampak zelo priročno novost. Po novem Audi postreže s takšno svetlobno indikacijo, kam moramo brcniti pod odbijač, da se prtljažnik prostoročno odpre, da ne boste brcali v temo. Za razliko od modela A9, oziroma, po novem in po starem A8, kjer se zadaj seveda sedi po kraljevsko, pa je v modelu A5 najbolje sedeti spredaj. Poglejmo zakaj. Notranjost je oblikovana po zadnjih Audijevih smernicah, takole z velikim, razpotegnjenim in ukrivljenim zaslonom, ki je zelo pregleden, hitro odziven in pa tudi preprost za uporabo. Verjemite, bolje preprost, kot morda izgleda takole na prvi pogled.
Zelo pregleden je tudi prikaz varnostno-asistenčnih sistemov. No, pri tem ima najpomembnejšo vlogo projekcijski zaslon, ki ga gledamo tukaj v vetrobranskem steklu. No in po mojem mnenju je najbolj koristen nov grafični prikaz, takrat, ko vozilo prihaja iz mrtvega kota, ko nas nekdo želi prehiteti, no takrat nas ta grafični prikaz v vetrobranskem steklu opozori, namesto da to počne samo tale lučka v stranskem ogledalu. Zgodba z zasloni pa tukaj ni zaključena. Svojega ima namreč tudi sovoznik, na njem lahko spremlja kakšne zanimive informacije ali pa se preprosto zabava. Je pa seveda ta zabava med vožnjo namenjena izključno sovozniku. S pomočjo tako imenovane zaklopne tehnologije se ta zaslon med vožnjo za voznika zatemni, viden pa je samo sovozniku. Da je v novem A5 najbolje sedeti spredaj, pa so glavni razlog vozne lastnosti. Pri Audiju so namreč uspeli izboljšati vodljivost in preciznost, predvsem po zaslugi tršega in bolj odzivnega krmiljenja. Moram reči, da je novi A5 videti precej športno. In tudi je precej športen, tudi s takšnim, seveda bolj zadržanim turbodizelskim motorjem. Že predhodnik je bil na področju voznih lastnosti zelo močan, no zdaj pa so te še izboljšane. Pri nekoliko hitrejši vožnji nos recimo ne bo prav nič rinil iz zavoja in to je seveda nekaj, kar si pri takem avtomobilu želimo. Za tem dokaj športnim volanom, poglejte, sedim zelo nizko in na ta način lahko zelo dobro čutimo sile in pa prenose mase v zavojih. A5 je nasplošno zelo uravnotežen, lahkoten avto in ker seveda zelo dobrodošlo, tudi enostaven avto za vožnjo. Ne nazadnje pa tudi pogon quattro, torej štirikolesni pogon, ostaja eden zaščitnih znakov Audija. No, ta pogon je zelo koristen, ko je podlaga spolzka, naprimer tako kot danes, ali pa celo zasnežena. Pogosto imamo v avtomobilih funkcijo prostorskega zvoka. V marsikaterem avtomobilu ta funkcija povzroči, da se vokali kar nekako skrijejo tam v ozadje. Rockerske kitare pa kar nekako izgubijo tisto svojo rockersko prezenco. No, v Mercedesih, sploh tistih te dragih in s takšnimi polštački tukaj na vzglavnikih, pa imamo pravi prostorski zvok. Takšne, kakršnega poznamo tudi iz kinodvoran. Zakaj pa sploh bi imeli prostorski zvok v avtu za poslušanje glasbe? So tell me, the musician point of view of Dolby Atmos. It's a paradigm shift. It's a new opportunity to express in greater depth and greater detail. Let's use the table as an example. If in a stereo production I'm saying, here's the main guitar, and over that I'm going to play a little, then maybe I'm going to put the main guitar here, and maybe out here on the edge I'm going to put the lead lick. But with Atmos, I can do whatever I want, but this is actually a perfect example because if I want, I can have the lead lick running right the way around the table, surrounding your head, or coming from here to in front to behind, and it's not just left or right, and it's not just loud or quiet. So I'm here as a driver, and from the front speaker, I get the punch of the guitar, and then you add some additional sounds from the back speakers. Yeah, there we're also talking something you could already achieve in 5.1 surround sound, for example. This goes even further in that it's not about the speakers. So in 5.1 surround sound, you would have 5 speakers. But in Mercedes-Benz cars, for example, there are, if I understand correctly, up to 39 speakers. And even there, it's not about the speakers. But I'm not going to have a sound coming out of over here. I'm going to have a sound here. How do you move this sound? There you have to ask the technical experts. No, predlagam, da vstopimo v en glasbeni studio, v prav tisti glasbeni studio, ki je dejansko Dolby Atmos format, takšen format prostorskega zvoka pripeljal v glasbo. Dolby developed Dolby Atmos for the movies. We've been
the first to do Dolby Atmos mixes for music. And we started in 2015 already. So it's not really brand new, but new technology always takes time to pick up. And To pick up, yeah. of course, the game changer was when Apple Music started to adopt Dolby Atmos. Here, there's always the term immersive sound. Can you describe this term? Like a conductor once told me, in stereo, you bring the orchestra to your living room. And in immersive, we bring the listener to the concert hall. So your living room acoustically turns into a different space. You could feel like you would be in the middle of the recording, but as well you could as well be like being in the best seat on the concert hall. And this is all an artistic decision of where we want to have the listener being seated. Dolby Atmos is what exactly? Dolby Atmos actually is a production workflow, and it consists of different phases. So one is getting production tools, where we can mix for that format, and then we can deliver a master file to a service platform like Apple Music or Amazon. And then this is encoded, so it can be transported to the end user. And then on the end user device, we have this capability of adapting to the playback device, be it a headphone, be it a soundbar, be it a car. So it almost always scales to the playback system. What do you mean by that? So if I'm listening on the headphones or if I'm listening on the several speakers? Yes, yeah, the system is smart enough that it takes our master, and there's the master is the audio information, the information of space and time. So it tells the system when to have which sound coming from what direction. And this is all baked into a big file with so-called metadata. And the metadata is then read out by the end user device and adapts to the capability of the device. So if you at home have 7 speakers, it will render what we've mixed in the studio to the 7 ones. If you got 15 speakers at home or 30 speakers, it will render to the 30 speakers. And if you have headphones connected to your phone, it will create a so-called binaural representation of that mix. This will be represented as good as possible on the particular playback device. But this has nothing to do with the surround function. This is different. Well, no, normally, as far as I understand, surround functions in cars is just adding something artificial to it. On top. Whereas what we create here is we create already that space, and the car is doing its best to recreate what we've been creating in the studio. Is this too distracting for the safe driving? I definitely wouldn't be doing it while I was driving. Maybe you want to make sure your listening experience is also stimulating, not just completely immersive and you don't forget where you are. Okay, so Mercedes cars has this energizing function, so True. Next time I will find your music in that in that section. So That's a good idea. Can you compare or can you match your audio experience to what your massage seat is doing? If you're having an energizing massage, can you have some energizing music? we are giving ideas to the engineer, so I'll just take 5%. No problem. Okay, no problem, and 5% for me. Okay, thank you very much for this, and looking forward to hear your concert. Yeah, thank you. My pleasure. Okay, enjoy it. Cheers. Cheers. V naši daljši spletni zgodbi imamo še več informacij za vas na to temo zvoka. Zato vas vabim na naš MMC in naš YouTube kanal. Vabim vas tudi, da se na naš kanal naročite, zato da boste obveščeni, kaj se dogaja v svetu avtomobilnosti. No, v tem arhivu boste našli tudi eno zgodbo, ki sem jo posnel prav lansko leto s tem Renaultom Zoejem, ki mu je po novomeško ime Rudi, in to zgodbo sem posnel prav na tem trgu. Da je zgodba o prostoferkah. In
glede na to, da je kmalu 8. marec, naj vas spomnim, da je včasih treba nagraditi, reči hvala tudi tistim domačim prostoferkam, recimo vaši mami, ki kdaj pa kdaj odpelje otroke na trening ali pa v šolo. Z avtomobilom seveda se da pomagati in treba je reči tudi hvala. Vidimo se ponovno prihodnjo sredo, naj pa vam za konec samo še na hitro namignem, o čem bomo takrat govorili. Nekoč so vanj metali in postiljali slamo za domače živali, danes po 70 letih pa se spogleduje celo z umetno inteligenco. Kateri kombi letos praznuje 70 let, si oglejte v prihodnji avtomobilnosti.